Tole je druga generacija Nissan Leaf, ki je podobno kot prva na cesti opazna, je pa še bistveno bolj simpatična. No, zato me ne preseneča, da je tole najbolje prodajen električni avto v Evropi. In ker je tole električni avtomobil, test zahteva dva sklopa. Najprej oceno stališča avtomobila, potem pa še stališča elektrike, polnjenja, baterij, torej električnega dela. Najprej avto. Skoraj 4,5 metra dolžine je tole jasno precej dober družinski avtomobil. Dva potnika zadaj bosta deležna precejšnjega prostorskega razkošja in tudi prtljažnik je po prostornini velik. Imam pa na obeh področjih po en zadržek. Nakladalni rob prtljažnika je zelo visok, kar pomeni, da bo kakšen težak kovček precej težko spraviti ven in tudi po podiranju teh dveh naslonjal dno prtljažnika ni ravno, kar je precej nerodno. In ker je v dnu vozila shranjena baterija, nogi potnikov stojita precej visoko oziroma stopali in potem položaj ni najbolj udoben. Na daljših poteh bo odraste tole kar motilo. Samim položajem za volanom ni kaj dosti narobe, čeprav je volan pomičen le po višini, čeprav so nekatera stikala precej zastarela in čeprav je tale vmesnik že preživet. Sedi se nekoliko više, kar bo všeč skoraj da vsem, materiali so večinoma dobri, usnje je celo tukajle in tukaj, škripa nič ne, skratka vse okej. Tudi vozniško je zanimiv, čeprav se čuti, da tehta 1,6 tone. Baterija je velika in težka, ampak je težišče nizko, zato ostaja dokaj udoben in se ne nagiba veliko. Občutek na volanu je tudi dober, vseeno pa slabih cest nima posebej rad, tam se čuti, da mora podvozje delati malce bolj intenzivno. In električni del. Leaf ima baterijo s kapaciteto 40 kWh, od tega je uporabljenih 37 kWh. To je dovolj za več kot 270 km doseg, tako pravi Nissan, jaz pa beležim precej manjše številke. Več kot 223 izpisanih kilometrov po vsem polni bateriji še nisem videl, pa še takrat sem jih prevozil samo okrog 180. Nekaj tega pripisujem mrazu, ki vsekakor pobere nekaj energije še z ogrevanjem kabine, malo pa tudi avtocestnim vožnjam, čeprav se hitreje od 120 km/h nisem vozil. Kmalu prije še Leaf s 60-kvrno baterijo, pri tem pa zaenkrat po 20 porabljenih kW energije za vsakih 100 km še nisem prišel. Na klasični polnilnici boste tega polnili okrog 20 ur, na hitri pa slabih 7, ker ne polni z več kot 6,6 kW. Razen seveda na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom, tam polni z do 50 kW in bo v slabi uri baterija napolnjena do 80%. 110 kW moči in hipen navor sta med vožnjo pač zakon. Leaf gre kot strela, če želite. Po spuščanju stopalke sam skoraj da nič ne zavira, zato je tukaj funkcija brake, samo ročico premaknem takole v levo. Mimogrede, ročica mi ni všeč, ker je predrobna celo za moje prste. No, če želite še več zaviranja, pa je tukaj dodatna funkcija e-pedal. Če boste natančni, zavore sploh ne boste potrebovali. Se pa težko navaditi. Leaf je skratka zelo zanimiv avto in že v serijski opremi je ogromno asistenčnih sistemov. Sam zna denimo zavirati in nekaj časa celo avtonomno voziti, čeprav volana med vožnjo ne spuščate. Če vas ne moti, da boste med polnjeni pozimi prevozili manj kot 200 km, potem ga lahko priporočim. Je pa res, da so že na trgu avtomobili z večjim dosegom in očitno bo tak kmalu tudi Leaf.